Marija, letos si druga spremljevalka Miss Slovenije 2018. Kako to, da si se na tekmovanje sploh prijavila? Ja, v bistvu bilo je čisto spontano, rekla sem, grem probat, potem pa sem nekako bila v dvomih, a bi ali ne bi. No, potem me je Jelka poklicala in je rekla, saj probi, prid pa, da ti pokažemo, da ti razložimo, kakšen je koncept našega projekta. Pa sem bila najprej že šokirana, ne pošlješ nobenih mer, ne rabiš obseg pasu, višina, itm. Nič tega ni bilo. In ko sem šla na prvi sestanek, je razložila to, da podpiramo slovensko, da hočemo povezati Slovenijo, slovenske podjetnike, sem bila, že čisto navdušena in sem se videla v tej zgodbi in sem rekla, ok, to moram probati, to je nekaj novega. Tako da na ta način sem začela, potem sem pa tudi videla, da bi lahko na ta način tudi predstavila paliativno oskrbo v Sloveniji, da bi mi bilo lažje in tudi Jelka se je s tem strinjala, tako da smo tle nekako začeli te spremembe delati. No. Malce se bova sprehodile po najinem Zasavju. Tako, tudi tema letošnjega tekmovanja je pravzaprav bila Podprimo slovensko, poudarek na lokalno, tudi prireditev tokrat v Trbovljah. Povem, da sem dobila ogromno novih izkušenj, da sem spoznala ljudi v Zasavju, ki jih prej sploh nisem poznala, naprimer Devesoft. Jaz ne morem spustiti gospoda Jureta Kneza, ki mi je bil v ogromno podporo in tudi trenutno bo njihovo podjetje sofinanciralo mojo knjigo. Tudi na merilnih konferencih smo bili skupaj z Devesoftom v Študgartu, bili smo tudi v Termani Laško, ko smo imeli mednarodni sejem. Tako da lahko rečem, da sem ogromno novih ljudi spoznala, njihovega razmišljanja, ker se veste, za Zasavje nikoli ni veljalo, da so ljudje blazno pametni pa sposobni, pa da se kaj dogaja v Zasavju. Odkar smo pa mi sicer začele sem prihajati, sem pa stalno tudi v prijatelju poslušala, pa res je v Trbovljih, pa to se hecate, ljudje sploh niso mogli dojeti. A mogoče kakšna prigoda s tekmovanja, kakšna zabavna, se je kaj pripetilo, kakšna bolj hecna? Ojoj, hecna. Mislim, z dekleti smo se itak stalno imele super, pač konstantno dobivamo vprašanja, a smo bile tekmice, a smo se marale ali se nismo. Jaz iskreno lahko rečem, kot druga družina smo bile, mi smo ogromno časa skupaj preživele in se tudi presmejale našim neumnostim. Pol, ko smo pogledale live streame, smo se tudi presmejale, včasih smo kak kiks naredile. Da bi pa prav smešno bilo, ne vem, verjetno na Veliki planini kakšna stvar, ki smo delale, pa se učile molst krave, pa izdelovale sir. To smo se dosti presmejale, ker mislim, da je večini nam bilo nekaj novega, to nova izkušnja. Je to? Paliativa je tista tema, zaradi katere si se tudi nekako prijavila, želela si ljudem povedati, pokazati, kaj je to, pa tudi spremeniti način razmišljanja. Ja, res je. Kaj naj vam povem? Želim si, da bi v Sloveniji se začeli zavedati malo bolj, da smrt je nekaj, kar pride in da teh tem ne moramo devati ves čas na stran in se o njih pogovarjati šele pol, ker včasih že tudi prepozno. Želim si tudi, sama sem dokončala srednjo zdravstveno, nikoli nismo omenili nekega umirajočega. Sem na fakulteti za zdravstvene vede, mogoče smo 2-krat omenili pravice umirajočih. Nikoli nas nihče ne nauči, kako se pogovarjati z bližnjimi umirajočega, kako se pogovarjati z umirajočim, kaj rabi umirajoči. Saj niti mogoče ne vemo, kaj potrebuje, dokler nismo v njegovi koži, težko to govorimo.